12. maj 1992, 8260 metrov, Kangchenjunga. Wanda Rutkiewicz, največja polska alpinistka, je sedela v plitvi luknji v ledu in strmela v prepad. Ni imela spalne vreče, ne kuhalnika, ne hrane. 300 metrov pod njo je bil topel šotor in varnost. 1000 čevljev nad njo je bil vrh, na katerega morda nikoli več ne bo imela priložnosti splezati v tem življenju. Tam jo najde moški. Pravkar je prišel z vrha, povedal je vse, razen ene stvari, ki bi ji morda rešila življenje. Potem jo je pustil tam, 1000 čevljev pod vrhom, samo v temi. Tukaj je tisto, kar razlikuje to, kar se je zgodilo potem, od vseh drugih himalajskih tragedij, ki ste jih slišali. Vsi so vedeli, da se to lahko zgodi, poskušali so jo opozoriti. Vsi so vedeli, da je ta himalajska plezalka že mrtva in tudi ona je to vedela. Ona je poznala tveganja bolje kot kdorkoli od njih. To je zgodba o Wandi Rutkiewicz. Dobrodošli na skrajni rob. Wanda se je rodila leta 1943 v okupirani Litvi v poljsko družino, ki jo je vojna popolnoma pogoltnila. Ko se je vojna končala, so družino poslali nazaj v Wroclaw na Poljskem, mesto polno ruševin in neeksplodiranih bomb. Leta 1948 se je njen starejši brat Jurek igral s prijatelji v bombardiranih hišah blizu njihovega doma. Wanda je bila nekaj minut prej poslana domov v solzah, ker ji Jurek ni dovolil, da bi se pridružila igri. Stara je bila 5 let, ko je zaslišala eksplozijo. Svojega brata je izgubila v ruševinah mesta, ki še ni bilo dokončno uničeno. Odraščala je na komunističnem Poljskem, študirala elektrotehniko na Tehniški univerzi v Wroclawu in postala resna športnica. Bila je hitra, tekmovalna in naravnana na to, da vedno daje vse od sebe. Wanda je plezanje odkrila po naključju pri 18 letih, ko je na cesti blizu Wroclawa zmanjkalo goriva na motorju. Mimoidoči popotnik ji je pomagal, v njegovi skupini pa je bil moški po imenu Bogdan Jankowski, ki je plezal že 2 leti. Odpeljal jo je na skalni izrastek v bližnjih gorah, kjer je že prvi dan preplezala nezaščiteno 21 metrov dolgo smer. Brez treninga, brez opreme in brez posebnega razloga, da bi verjela, da ji bo uspelo. To je bilo vse, kar je bilo potrebno. Opustila je vse drugo, da bi sledila plezanju in njeni dosežki so bili izjemni. Ko je šlo za plezanje, je bila Wanda edinstvena, to mislim dobesedno. Eden od vodilnih v poljskem plezalnem krogu je nekoč dejal, da lahko poljski alpinizem razdelimo v 3 kategorije. Moški alpinizem, ženski alpinizem in Wanda Rutkiewicz. Verjetno mislite, da je to kompliment. V resnici je bila to žalitev za Wando in vsako žensko, ki si je kdaj zavezala vrv. Vodilni poljski alpinisti njenega časa niso hoteli plezati z njo, ne zato, ker bi bila težavna ali neizkušena. Preprosto niso hoteli plezati v njeni senci, ker je leta pred tem govorom Wanda Rutkiewicz naredila stvari, ki jih ni naredil še nihče. Leta 1975 je vodila prvi vzpon na Gasherbrum 3 v pogorju Karakorum. Takrat je bil to najvišji neosvojen vrh na svetu. Na njem ni stal še nihče, ne moški, ne ženska. Ni bila le plezalka v tej ekipi. Bila je vodja odprave. Bila je šefinja mešane ekipe moških in žensk v najbolj negostoljubnem okolju na svetu. 3 leta kasneje, 16. oktobra 1978, je postala prva Evropejka v zgodovini, ki je stala na Everestu. Za javnost je bila narodna junakinja, toda znotraj alpinistične skupnosti je bil odziv naravnost strupen. V 70. in 80. letih prejšnjega stoletja so bili poljski ledeni bojevniki legendarno bratstvo in jasno so dali vedeti, da za sestro ni prostora. Šepetali so, da ji je uspelo le zaradi sreče ali ker je uporabila več kisika, kot bi ga moški. Aktivno so skušali izbrisati njeno tehnično briljantnost, tako da so njen uspeh prikazovali kot anomalijo njenega spola. 7 let po vzponu na Gasherbrum je bila na Nanga Parbatu, kjer je leta 1985 vodila prvo izključno žensko ekipo na vrh. Naslednje leto, leta 1986, je osvojila K2 brez dodatnega kisika in postala prva ženska v zgodovini, ki je dosegla njegov vrh. Presegla je svoje vrstnike, moške in ženske, in edini način, da tega niso priznali, je bil, da so jo postavili v kategorijo, kjer primerjava ni bila mogoča. Do leti 1992 je Wanda osvojila 8 od 14 svetovnih gora, višjih od 8000 metrov. Everest,
K2 Nanga Parbat, Shisha Pongma, Gasherbrum Ina in Dvacho Oju, Annapurna Ina. Vsaka je bila ločena odprava, kar je pomenilo mesece stran od doma 8krat in 8 ločenih težkih pogajanj s komunistično polsko državno birokracijo za tujo valuto in dovoljenja za tujino. Čakanje, zamude, vsega je bilo preveč, ni zdržala več in postajala je stara. 49 let ni ravno najboljša starost za plezanje, zato se je leta 1992 Vanda odločila, da se loti vseh gora naenkrat. V približno enem letu bi osvojila vseh preostalih 6 vrhov, tako da bi prehajala iz enega baznega tabora v drugega in nizala vzpone enega za drugim. Njena logika je bila povsem fiziološka. Ko preživiš mesece na ekstremnih višinah, se tvoje telo prilagodi in začne proizvajati več rdečih krvničk, da nadomesti redek zrak. Tvoja kri postane boljša pri prenašanju tistega malega kisika, ki ga je tam zgoraj. Če se takoj vrneš nazaj na morsko gladino, to prilagoditev izgubiš v nekaj tednih. Če pa se neposredno premakneš z enega vrha na drugega, ostaneš aklimatiziran in lahko plezaš hitreje, ne da bi zapravljal čas z vso to prilagoditvijo znova. Torej, na papirju je bil njen načrt pameten, na papirju. V praksi pa je to pomenilo, da je 49-letno telo, ki je že na skrajnem robu tega, kar človeška fiziologija sploh prenese, moralo še več. Na ekstremni nadmorski višini osvojiti 6 najnevarnejših gora na svetu zaporedoma, brez pravega časa za okrevanje med njimi. To je tako, kot bi prosili Eliuda Kipčogeja naj preteče 6 maratonov zapored. Nobena ženska se še ni lotila takega podviga, je zapisala ob napovedi svojega načrta. Jaz bom prva. Svoj glavni načrt je poimenovala Karavana sanj. Ko ga je napovedala, so ljudje, ki so poznali visoke gore, takoj opozorili na težave. Vsi v skupnosti so vedeli, da se bo slabo končalo. Aleksander Luov, eden najboljših poljskih alpinistov, je to povedal najbolje. Na vrhuncu svoje kariere se je Vanda spravila v kot. 5 gora v enem letu ni bilo izvedljivo. Vanda je bila skoraj 50 let stara. Moji kolegi in jaz smo že od samega začetka vedeli, da nima nobene možnosti, da ji uspe. Njena lastna biografinja, Gertrude Reineck, je bila med njimi najbolj neposredna. Vandi je naravnost povedala, če boš to poskusila, boš najverjetneje umrla. Vanda je slišala vse njihove pripombe. Ni je zanimalo, kaj imajo povedati. Mislim, če so te vso kariero ignorirali, zakaj bi zdaj poslušal, kaj imajo povedati? In še nekaj. Vanda je bila sprijaznjena z vsakim izidom. Leta 1989 je Jerzy Kupucka, njen najboljši prijatelj, padel po južni steni Lotseja. Julija 1990 je njen dolgoletni plezalni partner Kurt Link Kruger padel 400 metrov in umrl na Broad Peaku. Plezal je nekaj metrov pod njo. Videla je, kako se je to zgodilo. Njen biograf je to najbolje povedal. Kurt je umrl pred njenimi očmi. Takrat se je začela Vandina velika osamljenost. Do leta 1992 je bilo skoraj 40 ljudi, s katerimi je bila v navezi, mrtvih. Plezalni partnerji, prijatelji, ljudje, katerim je zaupala svoje življenje. Vse so jim vzele gore. 30 let gledaš, kako te najboljši prijatelji zapuščajo enega za drugim in to te spremeni. To je temeljito spremenilo Vandino razmišljanje o smrti med plezanjem. Nekoč je rekla, nikoli ne iščem smrti, vendar mi ni težko obmisli, da bi umrla v gorah. Zame bi bila to lahka smrt. Po vsem, kar sem doživela, mi je to znano in večina mojih prijateljev je tam v gorah in me čakajo. S tem v mislih je Vanda spomladi leta 1992 prispela na Kangchenjungo, ki leži na meji med Nepalom in indijsko zvezno državo Sikim. Kangchenjunga je tretja najvišja gora na svetu. Dviga se na 8586 metrov višja, sta le Everest in K2. Toda sama višina ne pojasnjuje, zakaj je ta gora tako nevarna. Vreme se tam lahko spremeni brez opozorila. Temperature na zgornjih pobočjih gore pa so lahko tako nizke, da lahko izpostavljenega plezalca ubijejo v nekaj urah. Severna stena je še posebej labirint ledenih jam in podirajočih se serakov, ki ne dopuščajo nobene napake. Vanda je že enkrat poskusila in spodletela na Kangchenjungi, ko se je leta 1991 z ekipo Slovencev obrnila z jugozahodne stene. Natanko je vedela, kaj jo tam zgoraj čaka.
Vseeno se je vrnila, toda spomladi leta 1992 sta na vrh merili dve ekipi. Prva je bila 10-članska nemška odprava pod vodstvom Wolfganga Senuela. Druga je bila manjša mehiško-poljska ekipa s 6 člani, ki jo je vodil 29-letni Carlos Garzoli. Wanda ni imela svojega dovoljenja, zato je poklicala Carlosa in ga prosila, naj jo sprejme v mehiško ekipo. In za razliko od večine plezalnih ekip, ki strogo varujejo svoja dovoljenja in delujejo le znotraj nacionalnih skupin, jo je Garzoli sprejel brez oklevanja ter tako ustvaril čezmejno partnerstvo, ki je zaznamovalo celotno Wandino kariero. Popolnoma sta zaupala drug drugemu, vendar je bil za ta dogovor določen pogoj. Če bi katera ženska prva osvojila vrh, bi to morala biti njegova žena, Elsa Avila. Wanda se je takoj strinjala. Vrh je bil zanjo najpomembnejši. Načrtovala je, da bo svojo karavano začela na Kangchenzengi in jo končala doma na Poljskem z rekordom, s katerim se ne bi mogla pohvaliti nobena ženska na svetu. Kot vedno so se Wanda in drugi plezalci počasi aklimatizirali na goro in previdno plezali. Vzponi gor in dol po gori so potekali ves marec in april. Do konca aprila so postavili svoj višinski tabor. Ledena džama, izsekana v pobočje gore na približno 7900 metrih in čakali so na priložnost, da bi se podali proti vrhu. 23. aprila se je priložnost končno pokazala. Vseh 6 članov mehiško-poljskega moštva je začelo svoj prvi resni poskus osvojitve vrha. Toda na poti navzgor jih je presenetila divja, neusmiljena nevihta, ki jih je za celo noč prikovala na mestu. Te ure so preživeli stisnjeni v majhni, improvizirani ledeni jami, kjer so svojimi telesi skušali zadržati ledene sunke vetra. Ko so se končno umaknili, je postalo jasno, kakšno ceno so plačali za tisto noč. Elsine roke so zaradi ozeblin postale modre. Alfredo, Carlosov brat in še en plezalec na tej odpravi, saj imela enako težavo. Takoj so jih morali zgore po zraku prepeljati v Nepal na nujno medicinsko oskrbo. Tako je dovoljenje, ki ga je predlagal Carlos, postalo le še spomin. Vrh je bil odprt za Wando. Toda nesreča tiste sezone se s tem ni končala. Le nekaj 100 čevljev stran od njih, v svojih šotorih, je bila nemška odprava, ki je od marca plezala po isti poti in soočali so se s tragedijo, ki ni udarila zaradi mraza ali višine, temveč zaradi trenutka običajne človeške napake. V bližnjih šotorih sta bila dva šerpa, Lakpa Nuru in Ang Dorje, izkušena višinska delavca, ki sta bila na gorah že tedne. Nista bila najbolj znani imeni na steni, a sta opravljala najtežje delo in bila prva, ki sta umrla. Tisto noč, 25. aprila, sta zaradi mraza ta šerpa zatesnila svoje šotora pred mrazom in kuhala v njem. Ogljikov monoksid iz kuhalnika je napolnil zaprt prostor. Do jutra sta bila oba moška mrtva. Nemška odprava je oba šerpa pokopala v razpoko na gori, nato pa je celotna ekipa 1. maja zapustila Kangchenzengo. To je smiselno, saj je brez šerp skoraj nemogoče nadaljevati odpravo. Toda za Wando in ostale v njeni ekipi je to pomenilo, da so bili dobesedno sami na eni najmanj obiskanih gora na svetu. Do prvega tedna maja 1992 so Nemci že odšli. Elsa in Alfredo sta bila evakuirana, dva druga člana, Eric in Delgado, pa sta bila bolna in izčrpana, nista bila sposobna za vzpon. Sezona se je iztekala, zato ko so se razmere dovolj izboljšale za še en zadnji poskus vzpona na vrh, to ni bil več ekipni napor. Ostala sta le Carlos in Wanda. Njuna strategija je bila preprosta, premakniti se od vznožja gore do 4. tabora na približno 8000 metrih. Nato, po dnevu počitka, si bosta pomagala priti do vrha tako, da bosta skupaj premagovala zahtevne odseke. To je pomenilo, da je bilo vse odvisno od tega, da sta oba plezalca hkrati ostala močna. To je izjemno tvegano. Kljub temu sta morala poskusiti. Zvečer 10. maja sta skupaj odšla v globokem snegu. In če ne veste, kakšen je občutek plezanja na goro, kot je Kangchenzenga, morate razumeti, da je plezanje preblaga beseda za to, kar se tam zgoraj dogaja. Na tej nadmorski višini je zračni tlak tako nizek, da je na voljo le približno tretjina kisika v primerjavi z morsko gladino. Vaše telo dobesedno umira iz minute v minuto. Carlos je imel 29 let. Bil je na vrhuncu svoje fizične moči in čeprav ga je cona smrti kaznovala, je njegovo telo to prenašalo, ampak Wanda je imela 49 let.
30 let je potiskala svoje telo do skrajnosti in to se je začelo poznati. Čeprav je premagovala izčrpanost, je bila vse počasnejša, saj je bil zrak na severni steni Kangchenjunga vse redkejši. Toda ob 23. uri, tisto noč je njeno telo končno odpovedalo. Wanda se je ustavila. Bila je na 7437 metrih, še vedno 488 metrov pod zavetjem četrtega tabora. Rekla je Carlosu, naj gre naprej, ker tisto noč ni mogla več naprej. Noč je nameravala preživeti sama na odprtem pobočju gore, ni imela šotora niti spalne podloge. Da bi prihranila na teži in lahko sledila mlajšemu, hitrejšemu Carlosu, je svojo opremo zmanjšala na popolni minimum. Imela je le to tanko, vodoodporno najlonsko vrečo, ki je vsebovala samo najnujnejše in je bila zasnovana tako, da si jo v sili potegneš čez oblačila. Ne nudi nobene izolacije, njena edina naloga je preprečiti vetru, da bi ti oduzel še zadnjo toploto telesa. Tukaj so se stvari začele zapletati. Svojo kuhalnik je nosila v svoji bivak vreči, vendar je bila ali preveč izčrpana, da bi ga postavila na vetru, ali pa je zaradi silovite mraza mehanizem odpovedal. V coni smrti potrebuješ vodo, da preživiš. In brez toplega kuhalnika ne moreš stopiti snega. Medtem ko je Carlos nadaljeval vzpon skozi temo proti četrtemu taboru, ure nad njo je Wanda preživela celo noč stisnjena v najlonski vreči, tresla se je v temi, brez ene same kapljice vode. Na tej točki se sprašujem, ali je bila Wanda pripravljena sprejeti, kar ji je telo sporočalo. Morala je vedeti, da je že v resnih težavah. Huda dehidracija na veliki nadmorski višini zgosti kri. Gosta kri se struje. Strdki na 8000 metrih te ubijejo. Njena temperatura telesnega jedra je že ure padala. Njene mišice so se porabljale same za gorivo. V pravem pomenu besede je bila Wanda Rutkevič že na poti v smrt, še preden je 12. maja naredila prvi korak proti vrhu. Logična izbira bi bila, da se spusti, spočije in poskusi znova. Njeno telo je to vedelo. Carlos je to vedel, toda ko je sonce končno ušlo 11. maja 1992, se ni obrnila nazaj. Vstala je, stopila iz tiste bivak vreče in začela 13-urno plazenje proti taboru 4. Ko je tistega večera prišla do Carlosa, je bila le še senca plezalke, ki je začela vzpon. Bruhala je ni mogla zadržati tekočine in bila je hudo dehidrirana. Toda tudi takrat, ko jo je Carlos pogledal in vprašal, ali je v redu, ni govorila o mrazu ali žeji. Govorila je samo o tem, da bi dosegla vrh. Ob 3:30 zjutraj 12. maja 1992 sta Carlos in Wanda odšla iz tabora 4 in stopila v temo na svoj zadnji poskus osvojitve vrha. Vreme je bilo jasno, a mraz je bil naravnost brutalen. Carlosu so šklepetali zobje, a za plezalce, kot je Wanda, je bil to dom. Do takrat se je že počutila nekoliko bolje. Spakirala je tisto malo, kar je imela, si bivak vrečo ovila okoli ramen za dodatno izolacijo in začela plezati. Poskus vzpona na vrh gore, kot je Kangchenjunga, ni enak pohodu na vrh in nato nazaj dol. Obstaja strogo pravilo, po katerem živi vsak resen visokogorski plezalec. Preden zapustiš tabor, določiš čas obrata. In ko pride ta čas, se obrneš. Ni pomembno, kako blizu je videti vrh, ni pomembno, kako dobro se počutiš, obrneš se. Razlog je preprost, priti na vrh je opcijsko, priti nazaj dol pa ni. Večina ljudi, ki umre na teh gorah, ne umre med vzponom. Umrejo med sestopom, potem ko so porabili vse, kar so imeli, da so prišli na vrh. V temi, na povsem izčrpanih nogah, brez preostalega kisika. Čas obrata obstaja, zato da si zagotoviš, da imaš dovolj moči, da preživiš sestop. Če ga zamudiš, se zgodijo slabe stvari. Za ta poskus je moralo biti časovno okno zelo ozko. Da bi se pred temo in preden temperatura pade na najbolj smrtonosno raven, vrnili v četrti tabor, so morali doseči vrh najkasneje zgodaj popoldne. To je pomenilo, da so se morali premikati hitro. Garzolio se je premikal hitro, Wanda pa ne. Bila je počasnejša kot kadarkoli prej na odpravi, kar glede na zadnjih 48 ur ni bilo presenetljivo. Noč brez vode na prostem na 7400 metrih, na to dan, ko je komaj da lahko zadržala tekočino, na to še ena noč v ledeni jami brez hrane, njena kri je bila še vedno gosta. Njene mišice so se že 2 noči, odkar je štedilnik odpovedal, uporabljale kot gorivo.
Zato se je Carlos pomaknil naprej, utiral pot skozi globok sneg in napel vrv v 2 grapah nad njima, da bi olajšal pot in si tudi sam zagotovil varnejšo pot navzdol. Razdalja med njima se je počasi večala. Ko se je Carlos približeval zgornjemu delu gore, je bila Wanda za njim že več ur. Utrujenost je vplivala tudi nanj in Carlos se je zdaj soočal z odločitvijo. Naj se poda proti vrhu in jo pusti samo na zgornjem delu gore ali naj počaka in tvega, da popolnoma zamudi vremensko okno. Nadaljeval. Čakanje na Wando na 8200 metrih pomeni stati pri miru in stati pri miru na 8200 metrih brez dodatnega kisika ni brez posledic. Tvoje telo se na tej višini porablja hitreje, kot se lahko obnovi in vsaka minuta, ki jo preživiš pri miru, je minuta, ki je ne boš dobil nazaj. Čakanje na njo bi lahko pomenilo, da nobenemu od njiju ne bi uspelo priti dol in Wanda, ki je preplezala 8 od teh gora, je to vedela. Ni ga prosila, naj počaka. Carlos je sam dosegel vrh 12. maja ob 5. popoldne. Uspelo mu je. Ostal je dovolj dolgo, da je dojel, kaj je dosegel. Nato se je obrnil in začel se stopati. To je bil neverjeten dosežek, vendar je vrh le polovica poti. Več ur potem, ko je Carlos stal na vrhu, se je v temi vračal nazaj. Na poti navzgor je napel vrv in storil vse, kar je lahko, da bi pot do vrha naredil varnejšo. Zdaj se je moral spustiti, preden pade noč. Do zdaj se je temperatura spustila na eno najhladnejših, kar jih je kdajkoli izkusil kjerkoli. Voden po napeljanih vrveh, ki jih je namestil na poti navzgor, se je previdno začel spuščati po zgornji steni proti taboru 4. Svet se je skrčil na krog svetlobe s premerom 3 čevljev in ritmično kovinsko praskanje njegovih deres po ledu. In takrat jo je našel. Na 27.100 čevljih je Wanda našla snežno jamo, komaj dovolj veliko, da je lahko človek sedel v njej. Bila je stisnjena v notranjosti, s koleni pritisnjenimi k prsim, njen bivak vreča pa je bila ovita okoli njenih ramen kot mrtvaški prt. Ni vedel, a sedela je tam sama v temi skoraj 2 uri. Zdaj pa poslušaj. Vsak mesec naredim enega, video samo za Patreon. Opozorila so bila jasna. Drugje tega ne boste videli, če vas to zanima. Povezave so v opisu. Carlos se je ustavil. Sama nemogočnost prizora mu je vzela sapo. Tukaj je bila največja plezalka tistega časa, ki je sedela v luknji na eni najbolj neprijaznih gorskih sten na svetu, kot da bi čakala avtobus. Sedel je poleg nje in nekaj minut sta se pogovarjala. Pogovor ni bil paničen, ni bilo kričanja, ni bilo panike. Na tej višini nimaš energije ali kisika za čustva. Povedal je, da se vreme obrača na slabše in da se bo temperatura skozi noč še naprej zniževala. Vsega je mirno poslušala, brez ugovarjanja. Tako kot posluša človek, ki je že sprejel svojo odločitev in samo čaka, da drugi konča z govorjenjem. A Wanda ni prosila za pomoč. Ni prosila za vodo. Pogledala ga je in postavila eno tehnično vprašanje. Carlos, ali je tehnično mogoče doseči vrh? Ni spraševala, ali bo preživela. Spraševala je, ali je pot prosta. Carlos je odgovoril pritrdilno. Povedal je, da je zgoraj napel vrvi. Rekel ji je, da je pot odprta, vendar je nato ponovil, kar je rekel prej. Bilo je prehladno. Noč se je spuščala. In to je del, ki mi ni jasen. Garsoleo ji je povedal vse, kar se mu je sploh utrnilo. Vse razen ene povedi, ki bi morda spremenila to, kar se je zgodilo potem. Ni rekel, Wanda, ustavi se. Pojdi dol z mano zdaj, ne grem brez tebe. Morda je mislil, da ji bo uspelo. Preživela je stvari, ki bi jo morale že tolikokrat ubiti, da je bilo res smiselno verjeti, da bo morda preživela tudi to. Ali pa je morda točno vedel, kaj gleda in se ni mogel prisiliti, da bi ustavil njene sanje. Spomni se, Wanda je bila 49. To je bila lahko njena zadnja priložnost. Njen je bil popolnoma jasen. Njene oči so izžarevale čisto odločnost. Ista stvar, ki je bila v njenih očeh na Everestu leta 1978, na K2 leta 1986, na vsaki gori, na kateri je kdaj stala. Kot da bi mu želela razbliniti dvome, je rekla, ne skrbi, z mano bo vse v redu. Zato jo je še zadnjič pogledal, pokimal in se obrnil stran. Pripelje svojo ponko na fiksno vrv in začel dolgo, osamljeno spuščanje nazaj proti taboru 4. Wanda je bila zdaj sama. Kaj se je na to zgodilo na tej steni, je nekaj, na kar nihče nikoli ni mogel z gotovostjo odgovoriti in tudi nikoli ne bo mogel.
Ni bilo nobene priče, nobenega radijskega prenosa, nobenih stopinj, ki bi jih kdo kdaj sledil do zaključka. Morda je tisto noč počakala v tisti vdolbini in se proti vrhu odpravila ob prvem svitu 13. maja in morda ji je uspelo. Ali pa morda nikoli ni zapustila tiste vdolbine in je preprosto zaspala v tisti majhni votlini, kjer jo je gora obdajala z vseh strani. Ko se je 13. maja zdanilo, so plezalci v baznem taboru cel dan preživeli uprti v daljnoglede in prečesavali zgornja pobočja gore v iskanju premikajoče se pikice, znaka, da se kdo spušča. Niso videli ničesar. Carlos se je sprva oklepal možnosti, da se bo Wanda pojavila v taboru 4 pred zoro, prepričan, da lahko nekdo, ki je preživel toliko kot ona, preživi tudi to. A ure so minevale. Noč je prešla v jutro, a na pobočju nad njim še vedno ni bilo znakov gibanja. Minilo je več dni. Carlos se je spustil v tabor 2 in tam čakal 3 polne noči. 13., 14. in 15. je imel pri sebi vročo vodo in zaloge, oba radijska postajnika pa sta bila ves čas odprta za vsak slučaj. 16. maja je moral končno zapustiti tabor 2 in se vrniti v bazni tabor. Ne pozabite, bil je tudi zelo izčrpan in se je moral spočiti. Preden je to storil, je šotor popolnoma založil spalno vrečo, hrano, gorivom, vodo, zdravili, kisikom za nujne primere, za tisto 0,1% možnosti, da bi se nekako sama spustila dol. 17. je prispel bazni tabor, a še vedno nič. Takrat je bil prisiljen sprejeti resnico. Nihče ne more tako dolgo preživeti na gori brez pomoči. Wanda Rudkowitz, ženska, ki je preplezala, preživela in pretrpela več kot cela generacija moških, je ni bilo več. Wanda je umrla na gori, ki si jo je izbrala. Varšavsko sodišče jo je leta 1996 uradno razglasilo za mrtvo. Uradni čas smrti pa je bil zabeležen ob 23:59 13. maja 1992. Njenega telesa nikoli niso našli. Wanda Rudkowitz je ignorirala svoje telo in strokovnjake, da bi se povzpela na vrh, ker je bila to njena sanja. In to nas pripelje do naslednjega plezalca na Everest. Vsi so jo opozarjali, naj odneha. Njen glavni šerpa ji je rekel, da bo umrla, če ne bo odnehala. Vztrajala je pri plezanju zaradi nečesa, česar nihče drug ni razumel. To se je zgodilo potem.